Evo, tako. Zdaj vi mene slišite, a ne da? Zdaj pa, ne? Slišimo, ja. No, okej. Potem pa glede na to, da je zdaj že ura skoraj 10, eni še prihajajo. Evo, ura je 10 odbila in bi počasi začeli se pogovarjati. Zdaj nabralo se nas je 18, upam, da še bo kdo prišel. Glede na to, da je to odprta linija, da lahko se prihaja, no, pač kakor komu paše. Pozdravil vas bi vse v imenu zveze, jaz bi dal besedo za začetek Mateju Žnuderlu, našemu predsedniku. Matej, izvolite. Matej, naslednico. Ne slišimo, Matej ne slišimo. Preslednica ni delovala. Aha, okej. Ampak imam Suzano tu na srečo, tako da bova zgleda vse en las kombinirala. Okej. Jaz vse udeležence lepo pozdravljam, ob tej priliki pa se zahvaljujem Luku Pavlinu, Vikiju Vrtačniku in Stanetu Padežniku, ki so opravili veliko delo, zbrali podatke za monografijo in jo potem tudi kot uredniški odbor uredili. Tako da hvala lepa in jaz mislim, da to delo bilo res veliko, več pa naj kar sami povejo, kako so to delali in pa mogoče, če je kdo že kaj prebral, še kakšen vtis. Tako da to naj bo za začetek. Hvala. Luka? Ni Luka, okej. Stane, me slišiš? Slišim, ja. No, povej ti, kako ste se lotili dela. Ja, sledili smo nalogi, ki nam jo je zadal upravni odbor leta 2018. To je, da spišemo nek zbornik, ki bo odražal razvoj organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem. In potem smo izbrali predsednika komisije za pripravo zbornika Vikija Vrtačnika in si razdelili naloge, da bomo najprej pogledali literaturo raznovrstno, potem pa popisali organiziranost danes, dejavnosti zveze in odkrivali, kako je bilo to v preteklosti. In tako smo naleteli na literaturo, ki še ni bila čisto objavljena, raziskovalcev zgodovine iz leta 2013, ki so na nekem simpoziju na Sazuju v organizaciji Zveze društva slepih slabovidnih in Sazuja naredili neko predstavitev odkritij, ki so jih do takrat po pisnih virih tudi odkrili. Seveda so takrat sodelovali tudi nekateri predstavniki, strokovni delavci celo Zveze društev, in kar se je nabralo, kar smo nabrali skupaj, smo potem začeli počasi razvrščati po neki strukturi zbornika in naša ambicija je bila, da bi napisali monografijo, se pravi zgodovinsko delo, zgodovinsko raziskovalno delo, ker pa nismo raziskovalci zgodovine, doktorji znanosti, seveda tudi nismo mogli iti v tako globino, analitičnost in tako dalje, tako da na koncu koncev smo ugotovili, da pravzaprav lahko naredimo nekakšen popis razvoja organizacije in tudi delovanja in predstavimo v taki zgodovinski raziskavi, ki je že neke vrste monografija, ni pa to čisto taka, kot jo delajo profesionalni zgodovinarji, da predstavimo tudi osebnosti, ki so pomembno vplivali na razvoj organizacije in na delo, na izboljševanje kvalitete življenja
in dela slepih in slabovidnih na Slovenskem. In tako smo prišli do tega, da smo predstavili najmanj 100 biografij aktivistov, če rečem kar nasplošno aktivistov slepih slabovidnih, pa tudi drugih videčih strokovnjakov, ki so prispevali v teh 100 letih, da smo prišli tako daleč, kjer smo zdaj. Toliko na kratko. Luka? Aha, Luka je na telefonu. Zdaj pravzaprav, jaz sem tole pregledal, tole zadeva je precej obsežna, ne? Ja. Zdaj, kaj naj rečem, v bistvu meni je dejansko všeč tale pregled, ampak se mi zdi precej obsežno. Stane, a se ti ne zdi, bi se dalo kaj skrajšati, kaj ven veš? Dalo bi se narediti samo 30 strani, ampak take kratke publikacije ob okroglih obletnicah je zveza že naredila in na kratko predstavlja, ker pa je 100 let tako pomembno obdobje in obletnica, da se nam je zdelo škoda, če ne bi zabeležili čim več stvari, zato da so na kupu na enem mestu v eni knjigi za sedanje ljudi in za zanamce. Tako da lahko vsi tisti, ki bodo delali kakšne raziskave, mogoče pri študiju socialnega varstva, invalidskega varstva, delali doktorske disertacije iz slepih, bodo imeli na enem mestu ogromno materiala zbranega, ker mi smo se morali zelo potruditi, da smo iz različnih virov nabrali skupaj vse te podatke, ki smo jih, se pravi, delovanje, razvoj in podobno, kot sem že prej povedal. Tako da nismo bili navzgor nič omejeni, ker zakaj bi pri 100 letih se omejevali, ker smo se že prej, tokrat pa je bil, kot rečeno, zgodovinska priložnost, da se nekaj takega naredi. Kaj je bil pa največji problem, Stane? A moram biti iskren? Povej, ja. Največji problem mi je bilo to doseči v nekem obdobju, recimo leta 18, pa potem še malo leta 19, sodelovanje strokovne službe zveze. Večkrat je bila pozvana, da bi dopolnili recimo prispevke ali pa poglavje o delovanju, da bi se ažuriralo za zadnjih 10 let, pa seveda so imeli strokovni delavci drugega dela dovolj, tako da niso mogli dopolniti, ampak na koncu smo le dosegli to dopolnitev teh poglavij in zaokrožili, tako da to je bilo v redu. Kakšnih drugih, seveda, pač smo imeli med seboj tudi polemike, brez katerih ne gre, usklajevanja, še kaj drugega takega se pa zdaj ne spomnim. Kje ste pa zgodovinske vire? Vem, da je bilo problem o tem, kdaj je bila zveza celo ustanovljena, ne? Jaz imam ene podatke, da je v enem časopisu je pisalo, da je bila septembra, v enem je pisalo, da je bila decembra, zdaj na koncu je prevladalo, da je to 7. november. No to pa je bilo ugotovljeno že pred nami, leta 2013. Na tistem simpoziju, ko je Aleksandra Serše, zgodovinarka, raziskovalka, prišla do odkritja datuma, ko sta Pedolina pa kaj bil še Levstek sklicala občini zbor slepih, takrat se je govorilo samo o slepih do leta 1974, samo združevanje slepih, nič slabovidnih. In na občinem zboru so Juraseka izvolili, Čeha po rodu, za prvega predsednika podpornega društva slepih. In iz tega podpornega društva slepih naprej
se je potem razvijala organizacija slepih, Združenje slepih Jugoslavije za Slovenijo po vojni in iz tega je potem se razvila Zveza slepih Slovenije in decembra leta 1974 Zveza slepih in slabovidnih Slovenije in pomladi leta 1976 Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije. Tako da tega prehajanja, tega razvoja, smo imeli pa res kar torek je bil in smo imeli kar dosti raziskovanja, kdo bi to vedel in potem na koncu se je to ugotovilo skozi najdene dokumente in odločbe, ki so shranjeni na sedežu zveze. Ja, vmes jaz sem zasledil, da je bilo vmes še eno društvo, tudi slepih, ki se je imenovalo Dom slepih, ki se je zavzemalo za tole, pa so na koncu, mislim, kupili ta grad v Škofji Loki. To je bilo pa posebno društvo slepih, Dom slepih, ja, seveda. Zdaj se potem nekje okrog leta, ne vem, ali so se to združili, 32, ali tam nekje so se združili, so imeli nekaj skupni sestanek, ne? Ja, nekaj takega, ja. Ampak, kot rečeno, druga svetovna vojna je se skupaj presekala, potem po vojni so ukinili društvo slepih in šele, mislim, da leta 1946, pravzaprav je to kar malo je bilo ponovno ustanovljeno to združenje slepih Jugoslavije in za Slovenijo po posameznih republikah. Matej, enkrat sva se pogovarjala, pa ste mi rekel, da kar naenkrat smo preskočili iz 25 na 75, ko je bilo v bistvu tole štetje. Po vojni se je začelo novo štetje. Kdaj smo pravzaprav začeli sploh govoriti o tem, da je leta 20 bilo ustanovljeno? Kolikor jaz vem, smo mi še praznovali 25. obletnico, to je bilo leta 71, medtem ko leta 95 smo pa že praznovali 75-letnico. Se pravi, v tem obdobju se je moralo to ugotoviti. Drugače pa, kar si prej vprašal za društvo Dom slepih, to ni bilo društvo slepih, ampak je bilo društvo za slepe. Iskali so pač, to je bilo po mojem znotraj cerkve. So bili večinoma člani, ki so poskušali pač najti ali pa odkupiti prostore, kjer bi pač nastanili slepe. Tako da to sta dva različna društva in leta 1945 so se vsa društva razpustila, ne samo društvo slepih, ampak generalno so se vsa društva razpustila in so se potem kasneje ponovno obnavljala. Po leti 1946. Ja. Se pravi, potem smo pa tudi mi, dejansko se, oziroma naša organizacija se je pač ponovno. Tako da, Luka, se boš vklopil? Mikrofon si vklopi. Ima v bistvu, kaj piše. Kako? Piše, da mora iti dol, ker ima v bistvu prostovoljstvo. Ja, to je Andrej Kuhar napisal, oziroma Aleš Kuhar. Ja, kaj zdaj? Luka, ne slišimo te. Probi preslediti, pa Roka pa tudi ni gor. Tukaj je bil izjemno prizadeven, to ga moram pohvaliti. Neverjetno, koliko je zbral gradiva skupaj in tudi ogromno pripomb in korekcij. Tako da je pomemben prispevek dal v to monografijo, v to knjigo. In potem seveda še zbral fotografije, ki jih je najbrž kar nešteto, pa jih umestili na določena mesta, kjer je potrebno. Ja, saj to je dobro vprašanje. Zdaj, Luka, daj pet roko reči, naj ti vklopi mikrofon.
To je mi tu zanimivo. Ja. Ena ogromna količina fotografije enih starih. To je zdaj, kolikor sem videl, naš arhiv je precej razmetana, ne? Oziroma sploh ni imen not. In čeprav je v glavnem je vse poskenirano, ne, zdaj. Če smem, bi samo... Ja, Stane, izvoli, ja. Zdaj ti si edini sogovornik, zato ker pričakoval sem še, da bo Viki prišel, pa ne sva včeraj poskušala, pa je bil, pa ga zdaj trenutno ni, ne vem, kam je zginil. Luka ne moram priklicati. S kakšnimi težavami smo se že srečevali, oziroma jaz bi rekel, kaj je še predstavljalo trd oreh nam. To povezano z okroglim, posestjo na okroglem, ne? S pomočjo tajnika na zvezi, seveda tudi asistentke so našli sodne odločbe v zvezi s posestjo na okroglem in je razjasnilo, da je bila po decentralizaciji za Slovenijo v upravljanje in tako je ostalo ves čas, torej ne v lasti, ni bilo vrnjeno, ampak v upravljanje posest okrogla. Mi smo pa ves čas mislili, da je formalno lastnica okroglega Zveza društva slepih slabovidnih. Prvotno, ne, potem je pa bila razlaščena in je bilo zaupano v upravljanje. Potem je ta problem bil in še zdaj proces zaključen, o tem več No, to lahko kdaj drugič naredimo pogovor na to temo, ne? Luka, se slišva? Ja, a me slišite zdaj? Ja, zdaj te pa slišimo. Da, v redu. Ti povej, ti se prej ne vem, če si slišal, ne, kada je Stane te zelo pohvalil, da si bil zelo prizadeven. Sem slišal, ja, in pohvala tudi vračam. Ja, no, in zdaj pa ti poveš, če se pa ti srečeval s kakimi problemi. S kakšnimi problemi, ja. Težave so bile zmeraj se pojavile težave pri zbiranju gradiva. Mi smo si pomagali z vsem, kar je bilo dostopno na spletu, s pisno literaturo, pa mogoče z informacijami, ki smo jih dobili sproti med samim potekom dela oziroma priprave monografije. Pri fotografijah smo si pomagali z arhivom, ki ga zveza hrani. Sem pa potem še koristil svoje, bom rekel, zasebne vire. Jaz sem pripravljal tudi kranjski zbornik in tudi iz tistega obdobja sem navezal stike z ljudmi, ki so bili povezani tudi z zgodovino Zveze slepih, tako da sem tudi pri njih našel kakšno fotografijo. V glavnem je bilo to dvoje, no, zbiranje gradiva pa fotografije, to se mi zdi, da so bile največji težavi. Zmeraj se mi pa zdi, da so dobrodošle vsake informacije. Tukaj se je dogajalo, da smo mi recimo redakcijo monografije že zaključili, ko smo izvedeli spet nek nov podatek. Ki ga pa tudi nekatere smo lahko vključili, nekatere tudi nismo mogli, ampak saj nobena monografija ni dokončna. Zmeraj se tudi ta zbornik, ki je na konec koncev izšel, se mi zdi, da bo dobra osnova tudi za naprej. Da ga bomo lahko sproti dopolnjevali, ko bodo naslednje obletnice zveze. Viktor, Viki, daj si vklopi mikrofon, naj ti vklopi mikrofon. Alt V, ne? Viki, se slišva? A se slišimo? Ja, super. Aha, ja, ne vem, jaz vas že ves čas od začetka spremljam, ne vem, ali bilo kaj narobe, no, se ne spoznam toliko na te stvari, ampak sem ves čas zraven, tako da sem vse slišal. Lep pozdrav vsem. Viki, zdaj praviš, da si vse slišal. Zdaj pa z tvojega zornega kota povej še malo o tem zborniku. Ja, jaz bi tvoja vloga oziroma... Ja, zdaj tukaj nekako mi smo kar upravni odbor nas je imenoval, mi smo si nekako porazdelili
naloge, torej vsak je pač nekaj prevzel, tako da tukaj bi zdaj, skupno smo se tudi usklajevali glede posameznih tekstov, glede posameznih prispevkov, a ne, tako da zdaj težko bi zdaj tukaj opredelili ravno, ne vem, pač ta del je od tega, ta del od onega, a ne. Jaz moram predvsem reči, da recimo tisto, kar je mene malo negativno presenetilo, recimo pri tem delu, kar sem tudi doživel kot eno večjih težav, je bil predvsem naš arhiv, to se pravi na Zvezi slepih, še bolj recimo pa na posameznih društvih, a ne. Tukaj bi jaz res rekel, ker vem, da zdaj tudi kdo to sliši, ki ima kakšno vlogo pri tem, ali pa jo bo še imel, a ne. Mislim, da je urejenost arhiva za bodoče generacije zelo, zelo pomembna, ne. Torej, pač marsikaj bi bilo lažje, če bi bil recimo arhiv zelo urejen tudi za leta nazaj, pa to je bila recimo ena taka večja težava, recimo, ki se je meni tukaj zdela, ne. Drugače pa moram reči, da koliko je pravzaprav ene dejavnosti skozi vseh teh 100 let, koliko je enih zanimivih ljudi, ki so kaj prispevali, a ne, dragocenega v tem mozaiku, tako da seveda delo je obsežno, a ne, lahko bi bilo tudi manj, ampak lahko bi pa še marsikaj bilo tudi noter, česar recimo ni, ne, pa mogoče kdaj drugič. Ampak fajn je, ne, zdaj so se stvari zbrale, zdaj imamo nekje na enem mestu. Jaz, ko sem sam, malo da se pohvalim, no, ko sem sam sodeloval pri raziskavi 3 častnih članic, ne, se pravi Julke Bezjak, Danice Vogrinec pa Slavke Gustič, sem ugotovil, da neverjetno, zveza jim je podelila častne člane, informacije pa nikjer nobene, a ne. In pol, ko sem začel ljudi spraševati, so enostavno vsi prvič slišim, ne. Tako zadeva pri mojem raziskovanju šla tako daleč, da sem Darinko pa Valterja poslal na pokopališče v Maribor iskat grob. A ne, Darinka? To bo ti, ne, in si predstavljate, ne, slepega in slabovidno pošlješ grob iskat na pokopališče v Maribor, zato da sem dobil sploh kako informacijo o Danici Vogrinec, ne. Darinka, povej, klopi mikrofon. Dober dan vsem skupaj, bilo je zelo zanimivo, glede na to, da sva imela podatek preko aplikacije, približno lokacijo, podatek preko aplikacije na telefonu pogrebnega podjetja sva potem iskala in sva nekako v enem velikem kosu, ker mi je bilo kar slabo, sem rekla, ja pa kaj zmešana, kaj mu je, kje naj jaz najdem zdaj ta grob, veste pa, kako slabovidni išče grob, da pride do njega, da si očala naravnava, da pogleda eni določeni naslovi, ali pa, kako bi rekla, imena in priimki so bili zelo slabovidni, na kar pravim, po enem določenem času, veš kaj, stopiva še tu za tole drevo, pa da še tu malo pogledam. In takoj ob drevesu je stalo in ko sem videla Danica Vogrinec, ja, mislim, da se mi je res odvalil kamen od srca. Resnično, bil je običajen grob, družinski, nič posebnega, niti nisem pričakovala, glede na to, da pač Niti rdeče zvezde ni imel rdeče zvezde, ni bil v obliki grobnice, se opravičujem, dostavo hrane sem dobila oziroma mesnin, tako da bom za vas malo pustila. Hvala vam za enkrat. Ok, hvala. Ja, no, tako da te stvari raziskovanja je šlo, ne, zdaj Matej, kam je zdaj Matej zginal? Aha, Matej, saj se vidiva, ja, točno.
se premaknil. Matej, vidva z Suzano sta pa iskala tudi sponzorja, ne, naše v zgodovini. To je pa tudi bil en zalogaj, ne? No, tu bi se ponavljala, ne, pri iskanju podatkov je res bil zalogaj, ker pač nimamo urejenih tako, da bi samo vzeli fascikel, donatorji pa mira, ne. Tako da je bilo res treba van dalje brskati. No, našli smo, kar smo našli. Nekatere stvari so bile tudi za mene zelo nove, za nekatere stvari smo pa vedeli, a ne. Kaj pa zdaj prihodnost naša? Kako smo zdaj, Matej, kaj bomo zdaj kot, kje vidite kot predsednik prihodnost zveze? Torej, slepi so se organizirali, ali pa smo se organizirali zato, da bi po eni strani ljudi seznanjali pa osveščali o higieni in o boleznih, ki pač povzročajo slabovidnost in slepoto. Po drugi strani, da bi te ljudi aktivirali, da bi se aktivno lotili svojega življenja, da tako rečem. Po drugi strani pa seveda, da bi pripravili okolje, ki bi bilo tolerantno ali pa, da drugače rečem, dovolj sprejemljivo za to, da lahko potem mi delujemo, pač razvijamo tiste svoje potenciale, rečemo, ki jih imamo. In to seveda, to so cilji, ki bodo ostali tudi v prihodnje, se bo pa potrebno prilagajati okoliščinam, to smo pa letos zelo dobro lahko videli, kako smo se morali ali pa se moramo prilagajati raznim omejitvam, ki smo jim sedaj izpostavljeni. Probali bomo torej slediti okoliščinam in vplivati morda nanje, kolikor se bo dalo, da bi bilo življenje naše bolj kvalitetno. Zdaj, kaj natančno bomo pa imeli, kateri tehnični pripomočki se bodo razvijali, je pa težko reči, ne. Jaz zelo navijam za to, da bi senzorje počasi zamenjali mikrofoni, da bi dobili povratne informacije ne skozi razne ekrane, ampak zvočno. Razvoj gre v tej smeri, pameten dom, ali kako temu rečejo, se počasi razvija, tako da jaz upam, da nam bo čedalje boljše, no. Super. Zdaj me zanima, a je kdo od vas, glede na to, da je na spletni strani že od prejšnjega tedna, od četrtka, a je že kdo od vas to si odprl, pogledal, prebral? Kaj me sprašuješ? Vse sprašujem. Vse v redu, ja. Ja, vse sprašujem, da vem pravzaprav, če je že kdo že naj vklopi mikrofon, pa naj pove, ker... A jaz sem ga na hitro pregledala, priznam. Tanja, slabo te slišimo. Daj malo bolj na glas. A je boljše? Ja, mečken. Zdaj? Ja, mečken boljše, no kar povej. A jo slišimo? Pravim, da bo v redu. Ja, bo, povej. Pravim, da jaz sem ga, sicer nisem ga zdaj podrobno prebrala, sem ga pa pregledala, se mi zdi, se je veliko stvari nabralo, no, ker tak špeh podatkov. Tako da ja, super, kar nekaj takih, bom rekla, zanimivih informacij noter, ki jih pač, ne, ki jih slišiš, ki jih prej ne slišiš, no, tako bom rekla. Ti, ko si mlada članica, je to verjetno... Ja, normalno, ne, kaj, mislim, cel kup enih podatkov, o katerih nisem imel prej pojma, ne. Ja. Ne. Sej... Jaz imam tukaj pred seboj, ne, zdaj jaz ne vem, čem zdaj, jaz tole malo, jaz sem pričakoval, da bomo kaj
se pogovarjali tudi o kakšni drugi zadevi, tako da ne vem. To jaz nekaj poudarim. Dej, Stane, prosim, pomagaj mi. Kar je dragoceno, kar prinaša ta monografija, so recimo pričevanja tistih, ki so dolga leta delali na zvezi ali pa če jih enostavno imenujemo aktivistov slepih ali za slepe v okviru naše organizacije, pričevanja bodisi tajnikov, bodisi članov organov zveze, potem pa še to veliko presenečenje, da ima zveza društev kar 11 častnih članov. Zdaj sem mislil, da imamo samo dve častni članici oziroma 3, no, potem je pa seveda Dušan Brešar odkril še ostale, pa seveda še kdo drugi, čisto vsega pač ne vemo več. Tako da to je tako veliko pomembnih prispevkov, ki sicer, če ne bi bili zbrani, in poiskani, zbrani in po ustnih virih nabrani, ne samo po pisnih virih, potem bi se vse to vedenje, kako se je organizacija gradila, bi bilo izgubljeno. In to je bila vsake obletnici priložnost, da to zberemo skupaj in daje za zanamce. Tako da to je to dragocenost, pa to še, kot smo že prej se dotaknili, kako je potekal ta razvoj naše organizacije preko različnih poimenovanj in organiziranosti. To so take rdeče niti in pomembne, da vemo, na čem se je gradilo, kaj se je gradilo, s kakšnimi mukami in odrekanji. Rajko Kopačka, Vasajo Inek Damejetin. Ja, Stane, kar nadaljuj. Mogoče še to tudi se da primerjati, kako so včasih bili slepi in slabovidni zaposleni imeli celo prednost pri zaposlovanju, ker je bil poseben zakon zaposlovanju telefonistov, potem tudi piše, da kdaj se je to prenehalo in zdaj pa vidimo, kje smo, da so težave pri zaposlovanju slepih in slabovidnih, kljub temu, da imamo toliko raznih pripomočkov, s katerimi se lahko pomagamo. In še nekaj, seveda ob tej priložnosti, ob izidu te monografije, te knjige, družbi nekaj damo in opozarjamo nase, da tukaj smo, koliko smo naredili oziroma naredili naši predniki, kar bi marsikaj od tega pravzaprav država in če ni, je pač na našo organizacijo prenašala določene naloge oziroma skrb. Toliko. Je pa zveza, aha, Darinka, izvoli. Kar vklopi mikrofon, pa izvoli. Me slišite? Ja, izvoli. Prevzeli hrano, srečno prispela, za nagrado sva dobila, ker sva imela veliki anpav, še 2 maski zaščitni, ampak to je zdaj nepomembno, mene samo zanima morda ali pa ne, če ste govorili o tem. Jaz sem na hitro pregledala to elektronsko obliko zbornika ali monografije, kakor se pač že imenuje. Zanima me predvsem to, kako to, da ste dodali, ali pa bi rekla, dodali poročilo o gluhoslepih. Nenazadnje, oni so bili del našega društva, verjetno tudi že prej, zdaj sicer imajo svoje društvo, ali pa tudi, če so vključeni še vedno v našo organizacijo, ker to poročilo, oprostite, mene ne zanima, morda še koga ne, ker če bi že tako bilo, potem bi lahko tudi morda izvzeli iz knjige gospe Golobove kakšno poročila, ki so jih pripravljali, ne vem, ali mogoče narobe mislim, ne vem, če se kdo z mano strinja ali pa tudi ne sicer, pa sem opazila, je kar zanimivo, ampak sama sem tudi v zborniku,
sicer sem med umetniki, ker med umetnike resnično ne sodim, ampak morda v kakšno drugo rubriko. Sem pa vesela, da v bistvu se je to naredilo. Edino, kaj pač imam še morda pesnike, seveda, saj veste, da sem neposredno povezana z literatom in me zanima, če bodo v antologiji potem vsi skupaj, ker sem eno pesnico sicer zasledila v zborniku, ostalih pa ne. To bi bilo. Drugače pa mi je všeč, Matejo sem napisala, da so bile napake pri priimkih, gospa Silva Mlinarič je postala Malnarič, gospod Eugen je bil Bačar, ampak to verjetno se da popraviti, razen če že ni to izšlo v tiskani obliki, pač ne vem, a ne, takrat je Matej rekel pred tednom dni, da še ne. In to bi bilo vse z moje strani, hvala. Jaz lahko odgovorim, kar se napak tiče. Izvoli, ja. Korekture so bile seveda narejene, ampak je pa res, da v tem hitrem tempu življenja so bile tudi korekture hitre in so kakšne napake ušle. Očitno, ker so me na napake so me opozarjali tudi ostali. Tako da ni pa monografija še šla v tisk. Tako da jaz bi vse, ki bi karkoli še najdel, bi mi lepo prosim to sporočite, da to čim prej sporočimo oblikovalcu in zadevo uredimo. Ker si pa seveda noben ne želi, da bi taka izdaja šla v tiskani obliki. Stane, kaj pa koncept, tiste razporeditev, ko je zdaj rekla Darinka? Mogoče, Dušan. Predpovedal, lahko bi zelo kratko napisali v 30 straneh, ampak to ni bil namen, da napišemo čim manj, ampak da vključimo čim več, da je to nek dokument za zanamce. In glede na to, da so bila in da so še različna prizadevanja za različne skupine ali pa problematike slepih in slabovidnih, smo poskušali to predstaviti, opisati. Nenazadnje bi lahko izpustili cel tisti uvod o položaju slepih in slabovidnih v svetu pred letom 1920. Pa nismo, ker je to potrebno vedeti, kakšen je okvir dogajanja. Lahko bi podpornega društva slepih, ampak smo se odločili, da ga objavimo, zato da vidimo, kako je društvo delovalo in da lahko primerjamo s tem, kako je organizirana naša organizacija na nacionalni ravni danes. Pa bi tudi koga ne zanima. Če koga očitno kaj ne zanima, pač mu ni treba prebrati. Zgolj to. Torej, da pa je notri opisano marsikaj, pa tudi kakšen izvleček ali pa kaj drugega predstavljeno podrobneje, je pa zgolj zaradi tega, da se vidi, kakšna so bila v določenem obdobju prizadevanja. Slepi pa gluhi pa z dodatnimi motnjami obstajajo že od nekdaj in so vključeni v naša društva in torej našo nacionalno organizacijo. In če bi jih ignorirali, to opustili, češ se to po kakšno drugo društvo pisalo, bi bilo to narobe. Potem bi se jaz čutil prizadetega, ker sluh na levo oko, naprimer. Kaj potem bi se pa jaz čutil prizadetega, če ne bi bilo nič napisanega o prizadevanjih zveze za to skupino slepih in slabovidnih, ki slabše slišijo. V redu, ok. Zdaj, seveda, stvar je taka, da pač vsem čovek ne more ugoditi. Zdaj, nekdo, prej sem slišal glas, predno smo začeli s to polemiko, kdo je bil, ne vem. Jaz sem hotel še Darinki odgovoriti, Dušan. In sicer pripravljamo tudi antologijo pesnikov oziroma literatov, moram reči, in likovnih ustvarjalcev. Tako da tam bo
več kot 40 ljudi tudi zapisano in pa mogoče v ilustracijo bo kakšen izvleče, kakšna pesem ali slika objavljena. V tem zborniku je pa hotel pač uredniški odbor predstaviti razna prizadevanja in se ni poglabljal v eno samo področje, ne, ampak je pač nekako poskušal samo ilustrirati z primerom kake osebe, ne. Tudi glasbena skupina je pri nas in bomo videli, ali in kaj bi lahko na področju glasbe ovekovečili ob tej prelomnici, tako da jaz računam, da bomo seveda ne letos, ampak drugo leto bi naj išla antologija, je v zaključni fazi, se pravi, izbirajo se prispevki, zbrani so že. Pri glasbenikih pa smo še v fazi zbiranja podatkov in pa skladb. Tako da bomo poskušali pač bolj poglobljeno tudi na tem področju delati. Ideja je bila sicer, da bi se tudi morda posvetilo športnikom, vendar zaenkrat nismo tu nikamor prišli, predvsem zato, ker so pač paraplegiki izdali ob svoji 50-letnici eno tako kronologijo športa. Mi smo pa šport pač tu uvedli. Je pa res, da je tle največ podatkov bilo in v rubriki Naši nagrajenci se vidi, da je največ nagrad seveda s področja športa bilo podeljenih našim članom. No, bi rekel, to sem hotel Darinki odgovoriti. V redu. Darinka, izvoli. Najlepša hvala za odgovore. Nisem želela kritizirati, vam iskreno čestitam uredniškemu odboru in vsem, ki ste se kakorkoli trudili pri izdaji ali pa pri nabiranju teh dejstev. Kot je rekel že gospod Padežnik, morda res preskočimo, meni to sicer ni problem, ker pač če na elektronskem berem, me mogoče res ne zanima, ampak kdorkoli pa bo že bral, pa bo že sam presodil, kot je rekel. Skratka, veselim se tiskane izdaje, ker bo zagotovo lepa in dragocena za nas, ki še malo vidimo, pa lahko potem tudi pregledamo fotografije. Lepo se imejte, do konca bom z vami. Hvala, Darinka. Ja, pravzaprav zdaj smo že skoraj 48 minut, tako da jaz ne vem, če bo še bo kdo kaj povedal, ali bi počasi... Ja, izvoli, Stane. Da smo delali člani komisije, preimenovani v uredniški odbor od oktobra 19. leta, samo na 11 sejah. Ampak naše delo je potekalo tako rekoč neprestano 2 leti. Čakaj, od leta 18, kaj smo mladi, kdaj smo začeli, pa do nedavnega, več kot 2 leti pravzaprav. Korespondenčno, ker najlažje smo konstruktivno napredovali korespondenčno, tako kot je vsak pripravljal določena gradiva. Tekste je potem posredoval, ko je imel pripravljeno ostalim članom, tudi predsedniku, tajniku nekaj časa, da smo si izmenjali potem pripombe, kaj dopolnili, gradili, dopolnjevali in tako dalje. Tako so vzoreli prispevki, ne članki, prispevki in tako so nastajala poglavja. Skratka, s korespondenco smo najlažje, najhitreje, ker na samem sestanku, kot veste, če ne vidiš brati, ne moreš ne vem kaj dosti prebrati literature, tako da smo prišli tudi dosti pripravljeni na same seje in tam se samo dogovorili, kaj je narejeno in kaj še moramo storiti. Super, jaz mislim, da je tale ekipa je naredila eno veliko delo,
da gre za en fajn dosežek, upam, da se strinjate z menoj, in da ima zdaj zveza, ko bo tole šlo, res eno tako veliko delo, en pregled dela. Zdaj, jaz sem tukaj zdaj že 21-22 leto. Lahko rečem, da res, tako kot je rekel Stane, tisti zborniki do sedaj so bili pač ene taki tanki, malo pregleda, malo tega, malo onga, a ne. Tole gre pa res za eno izjemno delo in tak izjemen pregled Še en poudarek bi dal. dela zveze, ja, evo, Stane, daj. Še en poudarek, gledajte, vmes smo se spomnili seveda pravzaprav na tiste ljudi, ki so predstavljali hrbtenico naše organizacije. Hrbtenico so pa seveda predstavljali zaposleni, ker brez njih naši dogovori, naši sklepi na raznih organih ne bi prišli niti do realizacije. In jasno, da smo potem se odločili, da vključimo tudi biografije in opis dela tistih strokovnih delavcev, ki so zelo dolgo delali, po 10, 20 ali več let delovali na svojem področju. In tako ta knjiga prinaša dragocen prispevek tudi na tem področju. Lucija Šef, Asa Let, da me jetim. Ale, Sanja Kost, Asa Let, da me jetim. Brez njih organizacija ne bi mogla funkcionirati. Toliko. Ja, hvala Stane v imenu delavcev strokovne službe, da ste nas not vključili. Ja, jaz mislim, jaz bi počasi končal, če ima še kdo kaj, naj pove, naj dvigne roko. Viktor, izvoli, oziroma Viki, se opravičujem. Ja, mogoče lepo zdrav, če se slišimo. Ja. Mogoče bi samo še to poudaril, saj je že prej tudi Stane izpostavil, ampak danes se pogovarjamo predvsem člani te zveze o tej monografiji, a ne. Ni pa seveda namenjena samo nam, a ne. Mogoče niti ne v prvi vrsti nam, a ne, čeprav seveda je zelo dobro, da človek pozna svojo zgodovino, to je nujno, ne. Ampak mislim, da je zelo treba poudarjati, da je to delo namenjeno vsem tistim, ki jih bo problematika slepote, slepih kakorkoli zanimala z kakršnega koli vidika, ali raziskovalnega, novinarskega, ne vem, kdorkoli, ne. Bo imel tukaj ogromno podatkov, bo lahko iz tega črpal za, tako kot je Stane prej rekel, razna diplomska dela, doktorska in tako naprej. Ja, jaz bi za konec, bi pa rekel še nekaj, ne, jaz vas bi povabil, Stane, kdaj imamo 30. a ne, imamo v ponedeljek 30. imamo predstavitev tvoje knjige, Brez slepomišenja. Tole je, jaz si zdajle berem, mi jo je Stane posodo, da jo preberem. Lahko rečem, da je tudi ta knjiga eden od, bom jaz rekel, učbenikov, kaj se dogaja z zvezi. Kako za ne? To je zbirka anekdot, a ne? Kratkih zgodb, črtic, in jaz to rečem, da je to en učbenik, ki ga lahko tudi brez problema prodajamo oziroma ljudem, ki se bojo ukvarjali teoretično in praktično z slepimi in slabovidnimi, da je to obvezno štivo. Verjemite mi, jaz prav uživam, ko berem, in tako da, če najprej 30. boste to knjigo spoznali. No, zdaj meni jasno, Mitja tukaj, zdaj meni jasno, zakaj je Dušan tako zaspan, ker včeraj celo noč to bral in danes prav, da je ful zaspan v službi, ker je bila knjiga ful zanimiva. Isto zgodb je in 19 tematskih sklopov in 19 ilustracij barvnih, in pod tistimi barvnimi ilustracijami so opisi motivov teh risb za tiste, ki slabo vidijo.
Ok, dobro. Bom šel jaz zdaj na pa jaz to zlovil, da vidim, ker zdaj ste pa to tako poreklamirali, da zdaj moram to prebrati. Ni še, knjige še ni gor. Knjiga je še šla. Da se pa naročiti knjigo že prej, dokler da komu iz rok za darilo. Tako, res je, vredno branja. Rad bi čestital Stanetu, Dušan, če dovoliš. Izvoli. Tako da čestitke, Stane. Mi bomo pač po svojih močeh probali ti nasprot priti, mogoče ne čisto tako, kot bi bilo najboljše. Bi pa rekel še nekaj na temo, ki smo jo danes imeli. Stranski učinek tega dela komisije, potem pa odbora uredniškega je ta, da smo mi že šli v Slovenski arhiv se pogovarjati, kako bi morali in kako bomo uredili svoje arhive. Najprej smo zvedeli, moramo fizično, potem pa nameravamo tudi digitalizirati arhiv, tako da prve korake v izboljšavi tega našega papirovja in pa mogoče tudi slikovnih gradiv smo naredili. Zdaj, kdaj bomo pa prišli do realizacije in kako bomo tim določili, to pa bomo še videli, ne? Ampak pokazale so se pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno na zvezi odpraviti. Tako da se lotevamo tudi teh zadev. Super. V redu, bomo končali zadevo, jaz se vsem zahvaljujem. Zdaj, dobo ste eno obvestilo, zdaj Viki, Stane, Luka in predsednik bi pač ostali na vezi, ostale prosim, oziroma jaz vam bom poslal nov link, da se dobimo samo mi, pa da se pogovorimo o nadaljnjih korakih glede te knjige, a ne? Stane ti, ja, povej. Ne, nič pravim, za promocijo zbornika, oziroma te knjige, monografije ob 100-letnici. Ja, to je treba tiskovno konferenco, bom da zveza naredila, kaj? Ja, verjetno, ne, bomo naredili tiskovno konferenco in bomo, ko bo išla v fizični obliki in bomo to pač verjetno predstavili, a ne? Tako. Koliko to mora biti, ne? Že odločili. Dobro, jaz moram zdaj delati naprej. V redu, Stane, lej, boš ostal še malo na zvezi, da se pol še pogovorimo okrog tega. Zdaj, jaz bi, se pravim, hvala vam, jaz bom zdaj tole izključil zadevo, se pravim, Viki ostane tu, Luki pa predsedniku bom pa Štefanu bom poslal pa nov link, da se dobimo samo mi intimno. Hvala vam. Večno. Adijo, lep pozdrav. Čau. Adijo, srečno.